Začel sem veslati leta 1990, še v bivši državi. In pač takrat sem bil 6 let star in ne vem, oče je bil tudi kajakaš in v bistvu nekako mi je bilo to položeno v zibelko, no. Ampak ni bil pač to pogoj, no. V bistvu je bila ljubezen na prvi pogled in jaz sem se zaljubil v ta šport, zelo rad imam vodo in pri tem je ostal. Firbec me žene, če sem lahko čisto iskren, da vidim, do kam lahko grem, zaradi tega, ker imam sam pri sebi občutek, da še nisem vsega pokazal in da v bistvu vsako sezono se kaj novega naučim, kaj novega spoznam, tako kot je na splošno v življenju, se skozi učis čez celo življenje in tudi v športu je tako in ne vem, res me matra firbec, do kam bom prišel, no, oziroma koliko lahko še napredujem. Cilj je približati se svoje vožnje čim bolj k popolnosti, čeprav v popolnosti jaz sem zmeraj govoril, da popolne vožnje ni. Lahko se pa poskušaš čim bolj približati in pač to je tudi nasploh v moji karieri, nekako poskušam to doseči, no. V bistvu se spomnim, res mi je ostal v glavi en njegov nasvet, ko sem prvič se uvrstil v člansko reprezentanco. Veš, da sem bil vesel, vse in sploh, ampak me je hitro na realna tla spravil in je rekel, ok, v bistvu s tem, ko si se uvrstil v reprezentanco, nisi še nič naredil, pač zdaj pridejo šele tiste tekme, ko dejansko nekaj pomenijo in na tistih tekmah moraš pokazati, kaj znaš. Pa sem pol kasneje videl, da je to resno, ker ne smeš preveč vzleteti od vzhičenja in od vsega, ampak moraš ostati na realnih tleh in delati in slediti tisti svoji poti, ko si jo zadal, ne, in te ne sme to zaveriti. Ne, če bi njega poslušal, pa bi imel doma, ne vem, če se malo pohecam pod polštrom ali pa v oknih spravljene finance, ne, ampak ne, ni pač kakorkoli pogledaš, denar mora krošta, ne, in zdaj jaz sem sam vesel, da pač moji sponzorji, pokrovitelji, da stojijo za mano in da v bistvu na nek način sem s svojimi uspehi in svojo podobo nekako dobil tisto njihovo zaupanje in da ne rabim zdaj skrbeti, ali bom imel jutri za kruh ali ne. Imam denar za neko osebno eksistenco, zato da ne rabimo skrbeti, da lahko normalno živimo z družino. Edino, kar je pa to, da sem zelo vesel, da lahko si s tem, kar sem zaslužil v svoji karieri in kar upam, da še bom zaslužil s svojimi rezultati, da grejo lahko hčerka in žena z mano, ne vem, na priprave, ko grem po zimi v tople kraje, poleti, ko so tekme okoli, da lahko pridejo z mano in da navijamo in da uživamo te trenutke en z drugim. In mislim, da to vsaj za mene je najbolj pomembno, da smo kot družina skupaj in da se imamo fajn, ne glede na to, kje je to. V športu je tako, da vsi treniramo zato, da bi bili najboljši in imaš zunanje dejavnike, na katere ti ne moreš vplivati, ne. In jaz mislim, da s pokroviteljem moraš, vsaj jaz s svojimi, tako gradim dolgoročno zgodbo in iz leta v let napredujemo in gradimo neko znamko, neko blagovno znamko, ki je obojestransko dobra, no. Rojstvo hčerke. To je po moje na prvem mestu in če vzameš in šport in nasploh življenje. Ne vem, ko sem prvič držal hčerko v rokah, po moje si bom ta moment za vse večne čase zapomnil in sem res od vesela kot majhen otrok od sam za joko. Ne vem, najtežje sem se počutil v bistvu dvakrat. Prvič po olimpijadi v Londonu, pač jaz sem takrat na svoje cilje izrazil javno in je bilo na nek način samoumevno, da bom jaz prišel z olimpijskih iger v Londonu vsaj s kolajno, če ne zlato kolajno iz olimpijade. In pol dejansko te kolajne ni bilo in sem
Dejansko takrat so se nad mano zgrli neki črni oblaki. Ta drugič je bilo pa to, ko sem dejansko si poškodoval ramo na prvi tekem svetovnega pokala leta 2014 in takrat sem videl, da dejansko kdo stoji res trdno za mano in katerem ljudem lahko zaupam, ker v slabih trenutkih ponavadi človek ostane sam in če se obdaš z ljudmi, katerim zaupaš, pol tisti ljudje, vsaj pri meni, ne izgubijo tega zaupanja do konca življenja, ne. Ostale pa začnem malo z rezervo jemati, ne. In jaz sem zelo hvaležen, da določenim ljudem, da so mi takrat stali ob strani. Takrat se pač obdam z ljudmi, katerim jaz zaupam, katere imam rad in pač se skozi pogovor dejansko si olajšaš dušo in pač na koncu se moraš sam zavedati, da kar je bilo in tega časa ne moreš nazaj zavrteti in na koncu pač se je treba s tem sprijazniti, ne vem. Jaz tudi, ne vem, na olimpijskih igrah v Riu, če se ne bi jaz prijaznil z neuspehi iz prejšnjih 2 olimpijad, dvomim, da bi bile olimpijske igre v Riu tako uspešne za mene, kakor so bile. Lahko si najbolj pripravljen vse in če se vse, tisti moment vse ne štima, za kar je tudi potrebna sreča, pol tudi rezultat zelo težko pride ali pa bilo karkoli drugega v življenju. Jaz sem zelo tak človek, da se prilagajam situaciji v danem momentu. Dobro, imaš nek okviren plan, ali treningov, ali kar bi v življenju imel, ampak dejansko grem tako, če se lahko malo tako izrazim, go with the flow. Ampak to ne pomeni, da sem pol kaj manj resna, pa kakorkoli. Kjerkoli stvari se lotim resno, ampak se pa sproti prilagajam situaciji. In tudi rečemo kajak na divjih vodah, slalom je na nek način prilagajanje situaciji. To miselnost, da dejansko vsi smo isti, spoštuj sočloveka, pa tako bom rekel, bodi fair, pa ne delati drugim tega, kar ti nočeš, da drugi tebi delajo. Tako da, če spoštujemo en drugega, jaz mislim, da pol je tudi nasplošno je svet dosti lepši. Jaz sploh zdaj, ko imam hčerko, je to, da se pravim, da se ne rabim sekirati s tem, ali bomo preživeli ali ne. Tudi zdaj, ko je pač nažalost ta korona kriza prišla v naša življenja, lahko mirno grem spat, pa mirno se zbudim. V prostem času, pač kakor ga imam, poskušam čim več preživeti z hčerko pa z ženo, da se imamo mi fajn in uživamo trenutke. Pa z mačko, ko ga imamo, no, pa zdaj še po ta novem ptiča. Tako da je kar pestro doma v stanovanju. Je pa res, da mi je, mogoče se to malo čudno sliši, ampak najboljš mi je, ko pridem s kakšnega tekmovanja ali pa s treninga ali pa s priprav, ko pridem domov med 4 stene s Hijani, Hnoli pa s svojimi domačimi ljubljenčki in pol, da smo dejansko mi trije doma en z drugim v miru, da meni ne teži pejti sem, pejti ke, naredi to, da imamo svoj mir in to mi je najbolj važno. 3 želje. To, da je hčerka zdrava, to, da bi bili spoštljivi en do drugega, nasploh ljudje, ker pol mislim, da bi vsi dosti lepše živeli, pa kaj še. V bistvu imam vse, kar rabim imam, tako da jaz pravim, da bi bili zdravi pa zadovoljni sami samo pa z drugimi in bi bilo to dosti lepše bi bilo polno. Najtežje v življenju v bistvu se mi zdi, da sploh ni stvari, no. Ko je bila nekaj, da bi bila najtežja. Vsaka stvar je težka, ampak vsaka stvar predstavlja neki izziv, zato pa, ne vem, ne bom tako bolj rekel, ne življenje je, najtežje je v življenju, ampak življenje je zanimivo. Najbolj se veselim objema svoje hčerke in žene. Življenje je lepo.